Prisrčen pozdrav, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Varna oskrba s pitno vodo je temelj sodobne družbe, kajti pravico do kvalitetne pitne vode imamo pravico do te pravzaprav vsi državljani oziroma občanke in občani. V tokratni oddaji Za naše okolje vam bomo predstavili javno podjetje Prlekija, d.o.o. vodovodnega sistema pravzaprav C na desnem bregu reke Mure, ki upravlja z vodovodnimi sistemi kot odličen distributer pitne vode. V gosteh smo na tem podjetju in v naši sredi pozdravljam direktorja javnega podjetja Prlekija d.o.o. Artura Racmana. Lep pozdrav, Artur. In seveda nekaj morda o osebni izkaznici podjetja oziroma da bo do naše gledalke in gledalci izvedeli, za kakšno podjetje gre. Javno podjetje Prlekija je bilo ustanovljeno leta 2009 s ciljem upravljanja s sistemom C. Ustanovilo ga je 8 občin na desnem bregu Mure, to so občine od Apač do Razkrižja. In v teh občinah mi vršimo upravljanje sistema črpanja in distribucije pitne vode do uporabnikov, hkrati pa tudi v nekaterih vršimo tudi odvajanje, se pravi odvajanje kanalizacijske vode in čiščenje odpadne vode pred samim iztokom v vodotoke. Podjetje, ki sedaj že ima imidž, ustvarilo se kot seveda kvaliteten distributer vode. Koliko pravzaprav vas je tukaj zaposlenih, verjetno tudi po sektorjih, dejali ste, Artur, da imate nekaj oskrba s pitno vodo, nekaj pa je seveda čiščenje odpadnih voda. Čeprav tehnični sektor ni deljen prav specifično na delavce, kateri opravljajo z pitno vodo in na delavce, kateri so dejansko zadolženi za čiščenje in kanalizacijo, ker se pač obstaja možnost pokrivanja enega in drugega področja, se celotna zadeva dejansko je deljena malo drugače. Tukaj imamo finančno-računovodski del, kateri skrbi za naše finance. Potem imamo del, kateri skrbi za kadrovsko in pravno, kot pravna služba. Imamo tehnični del in imamo kontroling, kjer pa izvajamo predvsem storitve vodenja katastra, izdaje soglasij, ki niso tipična gospodarska javna služba. Greva k vodooskrbi na desnem bregu reke Mure. Nekaj je bilo obnovljenih cevi pred leti in tako dalje. Koliko pravzaprav te kilometrine imate v svojem katastru in seveda o tistih izvirih oziroma črpališčih, ki so pomembne? Ta črpališča boste v kasnejšem delu oddaje imeli tudi predstavljena, vsaj nekatera. Trenutno imamo na območju bivše upravne enote Ljutomer 2 črpališči, to sta Mota in Lokavci. Lokavce si boste ogledali. Potem je na območju bivše upravne enote Gornja Radgona, imamo pa tudi črpališče v Segovcih in vodni vir Podgrad, kjer se voda iz Segovec in Podgrada združuje in distribuira po 3 občinah, Apače, Gornja Radgona in Radenci. Na območju Svetega Jurija pa sta še 2 črpališči, ki sta bili postavljeni v obdobju gradnje avtoceste, to sta Trbegovci in Žihlava. Gre za pretežno ravninski del, vsaj večinoma, torej ne gre nič pod naravnim pritiskom, tlakom, kot je ponekod možno, torej gre za pravzaprav hidravlični sistem oziroma gre za tlačni sistem, verjetno se strokovno tako temu reče, in to seveda zahteva kar precej dodatnih, ne samo stroškov, ampak tudi z tehničnega vidika. Ja, v vsakem primeru gre se za določeno število prečrpališč, kjer se voda prečrpava, zato da se do samih uporabnikov pripelje voda pod primernim pritiskom, tako da ta voda dejansko je na vseh področjih normalno uporabna.
ravno zaradi tega obstajajo ta prečrpališča, zato da se lahko distribuira po celotnem sistemu. Je morda na zemljevidu tega desnega brega reke Mure še kje kakšna bela lisa, siva lisa, dokot še recimo uporabniki oziroma občanke in občani nekatere občine nimajo dostopa do sistema C? So še vedno določeni uporabniki, ki niso priključeni na sam sistem C. Mi smo prevzemali večino vaških vodovodov, tako da so ti vaški vodovodi bili nekateri prevezani, nekateri so pa v bistvu ostali še z obstoječimi cevmi, nekateri so bili obnovljeni, so pa v vsakem primeru še določeni uporabniki, ki niso vezani na sam sistem. Nekaj sem prej že omenil obnovo. Kakšno je stanje, takole splošno stanje cevovodov v vašem sistemu? Cevovodi se obnavljajo. Tisti, ki so bili zgrajeni leta 2015, so dejansko novi, še posebno zaradi tega, ker so materiali bistveno drugačni, kot so bili pa materiali, ki so bili uporabljeni recimo 20-30 let nazaj. Na določenih območjih imamo še vedno salonitne cevi, katere nekako se trudimo, da bi jih čim prej menjali. Predvsem, čeprav same zase niso problematične, ker se na njihovi notranji strani nabere vodni kamen in da niso problematične z zdravstvenega vidika. Je pa dejstvo, da občani si želijo, da so menjene in občine pristopajo k zamenjavi na celotnem sistemu, kjer je le to mogoče. V primerjavi z drugimi področji, kvaliteta vode, seveda nas zanima, vedno sprašujemo potem, ali lahko pijemo iz pipe, še zmeraj lahko, ne, ampak kvaliteta napram drugim sistemom v Sloveniji recimo. Moram vam tako povedati, kvaliteta vode še vedno obstaja, je različna od črpališča do črpališča, ker veste, da se gre za kmetijsko področje, katero uporablja še vedno relativno velike količine pesticidov in tudi samih amoniakalnih gnojil. Prihaja do vnosa teh snovi v samo podtalje in v odvisnosti od tega, na kateri višini se voda črpa, je tudi njena kvaliteta. Še morda vprašanje, količina vode je nekako zagotovljena, vizija morda tega bo dovolj, če ali lahko pričakujemo, da bo enkrat te vode vendarle ob nesmotrnem ravnanju z vodo, malce apeliram tukaj na zavest in na ozaveščenost naših gledalk in gledalcev, zmanjkalo morda? Glede na trenutne trende dvigovanja števila prebivalcev ne vidim nekih možnosti, da bi te vode na našem področju res zmanjkalo. Morda bodo potrebne v poletnem obdobju določene omejitve, predvsem takrat, ko podtalnica začne padati. Podtalnica, veste, da je vezana na reko Muro, se pravi, gibanje njene višine je vezano na reko Muro in ravno zaradi tega je tudi njena višina odvisna od tega. V poletnem obdobju se vidi, da prihaja do pomanjkanja podtalnice, se pravi, da pade, očitno pade, je pa to odvisno od leta do leta. Tako da ne smatram, da glede na globino naših vodnjakov bi bil kakršenkoli problem z količinami, katere potrebujemo za distribucijo za teh 8 občin. Artur Acman, direktor javnega podjetja Prlekija d.o.o., vizija podjetja, kaj bi želeli, takole, morda tudi osebno v prihodnjih letih narediti v podjetju, da bi občanke in občani imeli še boljši servis, kar se tiče pitne vode in pa odvajanja komunalnih voda? Osnova za dobro delovanje javnega podjetja sta tako njegova strokovnost kot vizija in etično ravnanje. Ob motiviranju in hkrati zavedanju vseh zaposlenih, da je javno podjetje v službi prebivalcev, v občinah, v katerih deluje, bomo vsi zaposleni težili k približanju javnega podjetja občanom. Visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb ljudi, ki živijo tukaj, je doseganje nekega splošnega blagostanja v teh občinah, v katerih mi pač delujemo. In
Ko se pogovarjamo, ko je še poslovanje učinkovito, takrat so zagotovljene vse stvari, katere so potrebne za normalno delovanje nas in ljudi, kateri delujejo z nami. Javno podjetje Prlekija Ljutomer kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo skrbi za visoke standarde oskrbe, ki zahteva neprestano posodabljanje procesov, izboljševanje učinkovitosti upravljanja vodovodnih omrežij, predvsem na ključnih področjih zagotavljanja varnosti, kakovosti, trajnosti, učinkovitosti in podpore uporabnikov. Maja Vogrinec, tehnologinja za področje oskrbe s pitno vodo, je predstavila distribucijo pitne vode. Javno podjetje Prlekija upravlja s 7 vodnimi viri pomurskega vodovoda sistema C. To so vodni viri Mota, Lukavci, Podgrad, Segovci, Žihlava ter Begovci in Bratja Vas. Iz teh vodnih virov se oskrbuje s pitno vodo nekje 31.000 prebivalcev občin desnega brega reke Mure. Sam vodovodni sistem oziroma sistem za oskrbo s pitno vodo je sestavljen iz črpališč, naprav za pripravo vode, vodohranov, prečrpalnih postaj in cevovodov različnih dimenzij. Naš največji vodohran, ki ga imamo v upravljanju, je na primer kapacitete 700 kubikov. Letne količine načrpane vode iz vseh vodnih virov so dobrih 3 milijone kubikov pitne vode. Nahajamo se na vodnem viru Lukavci. Tu se kot vodni vir koristi podzemna voda ali ubijalnega vodonosnika Murskega polja. Voda se črpa iz 3 vodnjakov. Najstarejši centralni vodnjak je globine 19 metrov. Zgrajen je bil okrog leta 1970. Imamo pa še 2 vrtana vodnjaka, ki sta locirana v gozdu. Zgrajena sta bila leta 1995 na lokaciji, kjer sta se predhodno že nahajala 2 vodnjaka, zgrajena v 80. letih. Skupna kapaciteta vseh 3 virov Lukavci je 70 litrov na sekundo oziroma 2 milijona kubičnih metrov vode letno. Voda se iz vodnjakov črpa v samo vodarno. Na vodarni se voda najprej očisti trdnih delcev, pomeni peska, preko mehanskega filtra za odstranjevanje peska oziroma delcev večjih od 50 mikrometrov. Nadalje se voda filtrira na 6 filtrih z aktivnim ogljem. Namen filtrov z aktivnim ogljem je adsorpcija morebitnih pesticidov. Po filtraciji pa se voda skladišči v zbirni komori vodarne, kjer se izvede še dezinfekcija vode. Za dezinfekcijo se uporablja natrijev hipoklorit, ki pa se dozira avtomatsko, proporcionalno glede na pretok vode. Z vodovarstvenimi območji in vodovarstvenimi režimi varujemo pitno vodo, ki se uporablja za javno oskrbo prebivalstva, ali pa je tej javni oskrbi namenjena v bodoče. Samo vodovarstveno območje vodnega vira Lukavci je določeno z občinskim odlokom o varovanju vodnega vira Lukavci. Imamo 3 vodovarstvenega območja, najožji vodovarstveni pas, ožji in širši. Najožji je varovan tudi fizično z ograjo, ker na tem območju se ne sme izvajati nobena druga dejavnost, razen za potrebe same vodarne. Za samo varovanje vodnih virov, tudi ostali v sklopu sistema C, pa je v pripravi tudi državna uredba o varovanju vodnih virov. Imamo pa za varovanje vodnega vira Podgrad in Segovci sprejeto to državno uredbo o varovanju vodnih virov Apaškega polja že od leta 2007. Iz vodnega vira Segovci in Podgrad se oskrbujejo občani občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Maja Vogrinec. Območje vodnega vira Segovci in Podgrad je izrazito peščeno-prodnato. Za zaledje obeh vodnih virov je značilno intenzivno kmetijstvo. Poleg tega je gorvodno od obeh vodnih virov območje poseljeno, kar predstavlja tveganje v smislu komunalnih odpadnih voda zaradi natesnih obstoječih greznic in tudi možno onesnaženja zaradi izvajanja različnih dejavnosti. Nahajamo se na območju vodarne Podgrad, iz katere se vrši oskrba s pitno vodo za občine Apače, Gornja Radgona in Radenci. Samo pripravo vode na vodarni
oziroma na območju vodarne Podgrad in tudi Segovci, ki sta med sabo povezane, razdelimo v dve fazi. Ena je aktivna zaščita vodnega vira Podgrad in vodnega vira Segovci, druga pa je sama priprava vode in distribucija vode v mrežju, ki se izvaja na vodarni Podgrad. Aktivna zaščita vodnega vira Segovci in Podgrad obsega zajem obrežnega filtrata reke Mure na 14 obrežnih vodnjakih v Segovcih in 14 obrežnih vodnjakih v Podgradu. Nadalje poteka ozračevanje načrpane vode z namenom odstranjevanja železa in mangana. Ta ozračena voda se potem drenira nazaj v obrežne vodnjake. En del te vode pa se ponika v infiltracijsko polje z namenom aktivne zaščite vodnega vira tako, da preusmerja tok podtalnice, ki priteka od naselij in kmetijskih zemljišč, stran od samega vodnega vira. Sama priprava vode na vodarni Podgrad pa obsega črpanje oziroma zajem vode iz dveh črpalnih vodnjakov. Eden se nahaja na tem drenažnem polju v Podgradu, enak sistem je pa tudi v Segovcih. Nadalje, ko voda pride do vodarne Podgrad, se na vodarni vrši ozonacija. Po ozonaciji se vrši filtracija vode na 4 peščenih filtrih. Za filtracijo je UV dezinfekcija, nadalje pa še filtracija na filtrih z aktivnim ogljem. Teh filtrov je 6. Po filtraciji se voda prečrpa v bazen čiste vode, kjer se izvede še dezinfekcija z namenom zagotavljanja rezidualnega klora in nadalje se voda črpa v omrežje. Nahajamo se na obstoječem drenažnem polju vodnega vira Podgrad. Po obstoječi drenaži se voda zliva v jašek, iz katerega se voda črpa za oskrbo s pitno vodo v vodarno Podgrad, nadalje v obdelavo. Ostali sistem, aktivna zaščita vodnega vira in pa sama vodarna Podgrad in Segovci, pa sta bili na novo zgrajeni v sklopu pomurskega vodovoda sistema C. Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delno padavinsko odpadno vodo potuje v javno kanalizacijo. Zraven oskrbe s pitno vodo v javnem podjetju Prlekija skrbijo tudi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, kar je predstavila Barbara Zemljak, tehnologinja za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Nahajamo se na centralni čistilni napravi Ljutomer, ki je kapacitete 23.000 populacijskih enot. Na centralni čistilni napravi Ljutomer se čistijo odpadne vode naselij občine Križevci in pa naselij občine Ljutomer. Trenutno se čistijo odpadne vode cirka 7.800 prebivalcev iz obeh občin. Dnevni dotok v sušnem obdobju je med 1800 do 2500 kubikov, v deževnem obdobju pa tam do 8000 kubikov, kajti samo mesto Ljutomer ima stari del kanalizacije mešanega tipa, kar pomeni, da pritečejo na čistilno napravo tudi meteorne odpadne vode. Centralna čistilna naprava Ljutomer je bila zgrajena leta 2005, ko je tudi bilo poskusno obratovanje. Javno podjetje Prlekija poleg centralne čistilne naprave Ljutomer upravlja z biološko čistilno napravo Razkrižje, ki je kapacitete 2050 enot, komunalno čistilno napravo Veržej, ki je kapacitete 1000 enot, potem malo čistilno napravo Banovci, kapacitete 800 populacijskih enot in pa komunalno čistilno napravo Apače, kapacitete 3100 enot. Po mehanskem čiščenju odpadne vode se proces čiščenja nadaljuje s postopkom biološkega čiščenja. Smo na biološki stopnji čiščenja odpadne vode. Odpadna voda doteka na bazene. Sta dva ločena bazena, ki delata izmenično in sicer v 4-urnem ciklu. 2 uri se bazen naliva in prezračuje, to vidimo tukaj. Po 2 urah se prezračevanje ustavi in se mulj začne usedati, kar vidimo v tem bazenu.
Po 1 uri usedanja pa se potem začne voda odlivati. Voda je očiščena po 2 urah in po 2 urah se prelivnik, kot vidimo v bazenu, spusti malo pod gladino in začne odlivati očiščeno odpadno vodo v odvodnik reko Ščavnico. Učinek čiščenja je cirka 98%. Očiščena odpadna voda je primerna za izpust v okolje, ni pa primerna za uporabo za ljudi, saj vsebuje še ogromno mikroorganizmov in drugih primesi, ki jih v pitni vodi ne sme biti. Čistilna naprava Ljutomer je tipa SBR. Prednost takih čistilnih naprav je ta, da pri sami umestitvi v prostor potrebuješ manj prostora, je tudi enostavna za obratovanje, razen malo večje količine blata nastajajo kot končni produkt. Smo na mestu dehidracije blata, ki je eden tudi od končnih produktov poleg očiščene vode. Letno proizvedemo 1100 ton dehidriranega blata. Tudi to je tretirano kot odpadek in ga mora pooblaščeni izvajalec prevzeti in nadalje ravnati v skladu z zakonodajo. Mehansko in biološko prečiščeno vodo iz čistilnih naprav javno podjetje Prlekija nato vrne v naravno okolje in s tem sklene krogotok vode. Nenehni skrbi, da vsi parametri in vse meritve zadoščajo predpisanim mejam, je pomembno dodati še nekaj. Za kakovost odpadne vode smo odgovorni predvsem uporabniki. V tokratni oddaji smo se mudili na desnem bregu reke Mure in predstavili javno podjetje Prlekija d.o.o. iz Ljutomera, ki ima na svoji predstavitveni strani zapisano, da so njihove vrednote odgovornost, kompetentnost, strokovnost, inovativnost, gospodarnost in preglednost poslovanja.